Meni predvsem vertikali odgovarjajo. No. Jaz sem najrajši, da je veliko vzpona, pa malo kilometrov. No. Mislim, ker v klanc na trailih pridobim, navzdol pa je kar veliko izgubim. No. To je zelo težko, ker so zelo močni. Tisti, ki mislijo, da je veteransko prvenstvo hec, to ni. Pa za moje pojme je tudi tekmo najboljši trening. No. Imam že veliko sovražnikov zaradi tega, ker sem zmeri proti tok palcem, ampak jaz pravim, da tek je tek in si moramo samo s nogam pomagati. V prijetnem, skoraj pomladnem soncu, jaz vas je dobila danes z Boštjanom Škrljem, ki mi bo odgovoril na prvo vprašanje, takoj potem, ko ga pozdravim. Boštjan, kakšno je vreme? Živijo in kakšno je vreme v Zadobrovi? Živijo, Marko, ja. Danes je pa čisto pomladansko vreme. Sončno, toplo. Oba so v kratkih majicah pripravljena na toploto. Tekel si že danes? Glede na to, da sem rekel, da moram imeti za tvoj podcast pritadilen odgovor, sem eno petko hitro. Kaj za te hitra petka? Zdaj, zame je hitra petka kar hiter, ker ravnina njih ni neki moja valina. Jaz delam bolj na moč, bolj na vertikale. Pa. Ampak danes si šel kaj? Si šel v klanec, si šel dejansko po ravnem, kaj si naredil? Danes je bila samo ravnina, ker ni bilo časa za kakšne višince. Zdaj vse zanima. Koliko hitro obrneš ti to petko na ravnini, takole za trening? Da je bilo danes 4:10 na kilometer. No. V redu bo, vse kvalificira za hitro petko. Definitivno. V redu bo, potrjeno. Mimo grede, ja, ravnina ni tvoja vrlina, si tako rekel. Zdaj, Boštjan, to sem, ko naj te predstavim, ampak sem rekel, da bom Boštjanu rekel, naj to odpravi na mesto mene. Izvoli, Boštjan Škrlj, se lahko prosim na kratko predstaviš. Ja, živo, jaz sem Boštjan. S gorskimi teki sem se pa začel ukvarjati, to je bilo 2-3 leta nazaj. Imamo tukaj v bližini doma en hribček, Debni vrh se imenuje, to je malo manjši hribček, kot Šmarna gora, no. In sem jaz rekel, da bom malo hodil gor, In ko sem šel jaz prvič gor, jaz sem bil tako zadihan, Sem rekel, tole pa ni v redu, In potem sem še parkrat gor, pa sem pa ugotovil, da jaz hodil pa ne bom, da mi pa to prepočasi rata, In pa se začel teč, in pa je zmeri bolj, Na začetku bilo 300 višincev, pa mi enkrat že ni bilo več dovolj, sem šel po 2-krat, In tako sem pa nekako padel noter, v te gorske teke, pa začetek. Mislim, ja, in postal eden najboljših veteranov na tem področju v Sloveniji in tvoja zgodba je sigurno tudi mene fascinirala, ko sem prvič slišal zate, oziroma ko mi je kdo povedal, in Škrlj je prišel pa porazil vse, ali pa ko je na Štenkcah, pa sem rekel, kaj je to, kakšen mladec, kakšen 30-letnik, so rekli, Abrahamovec je prišel pa nagonil vse tam mlade, potem sem jaz tudi dobil velike oči pa ušesa in potem sem tudi mi dal v kontaktu, ker si mi pisal nekaj glede enega podcasta in tako naprej in sem rekel, zdaj bom pa jaz spremljal malo Boštjana in jaz sem čakal na pravi trenutek, sem rekel, zakaj pa ne, zdaj je malo zimskega spanja, mi bo Boštjan kaj več povedal o gorskem teku, Zdaj, mislim, jaz poznam veliko 40-50-letnikov, ki so se začeli ukvarjati s tekom, ponavadi zaradi tega, ker so imeli cajt, zaradi zdravja, zaradi izgubljanja teže, gor dol. Res pa ne poznam nobenega, bi si pri 50-ih začel ukvarjati z gorskim tekom. Saj že pod Ravnem je dosti naporen, kaj šele z gorskim tekom. Ampak, a si bil ti športnik prej, si kolesaril, si karkoli počel, da si imel neko bazo za tole? Se je včasih veliko ukvarjal z jadralnim padalstvom, to leta nazaj, mislim, da sem bil 11 let v jadralnem padalstvu. Potem sem pa to malo dal na stranski tir, pa sem pa rekel, zdaj si moram nekaj najti, na staro leta, saj kako je bolj star, bolj nor, In pa sem se malo v tole vrgel, veliko mi je na začetku tudi pomagal Timotej, Večan, mi je dal zelo veliko kakšnih dobrih nasvetov, da on je res strokovnjak na tem področju. Na začetku moraš imeti eno osnovo tako, da ko priješ, jaz, ko sem prišel v te gorske teke, na začetku nisem nič vedel, Priješ čisto v ten laik, pa takole zmeri več veš, kakšni morajo biti treningi, kako se zadeva lotiti in pa se počasi začne, pa začneš počasno tekme hoditi, pa hoče zmeri več in to je to. No, ampak recimo, ti začneš na ta dedni vrh hoditi, potem začneš trimčkati, potem začneš laufati, pa se ti dobro zdi, ker si naštimaš si uro, gledaš, da si vedno boljši, pa si rečeš,
pa začneš raziskovati, kje so tekme. Najbrž ni, a si poznal že prej koga z tega sveta, bom tako rekel, ste kaškega nasploh, si mogoče kaj pošpegal, si vedel, zakaj se gre, pa kje se kaj dogaja. Pač te boljše sem poznal, ne, rečemo Pečana, Panninga, ne, Kovačiča, ostalih pa dosti nisem poznal, ker je še zelo veliko dobrih fantov, ne, pač niso na nekem takem nivoju, rečemo, ker so te trije, ne, ampak so kljub temu dobri, ne, te sem pa začel takole spoznavati na tekmah, ne, ker so tudi za svoja leta tako precej močni, ne, in tudi pač več, ko imaš teh tekem, več dobiš izkušenj, ne, pa za moje pojme je tudi tekma najboljši trening, no. In pa počasi ugotoviš, da ni samo tek v klancu vse, ne, ampak da ni samo kvantiteta, ampak je tudi kvaliteta, ne, tako da sem mogel še na intervale počaltati, pa tako, in počasi začneš dojemati stvar, no. Bova to tehnično vse razdelala, ampak vse me zanima, no, ti si za rekreacijo začel hoditi v hrib, koliko časa si, predstavljam si, da si dokaj hitro napredoval, no, saj najbrž nisi bil, ne vem, preobilen ali pa neki, samo brez kondicije in si, ne vem, kaj, v 2-3 mesecih si bil že, kdaj si šel na prvo tekmo, kdaj si začutil ta napredek, kdo ti je povedal, kam lahko greš? Mislim, da sem šel po parih mesecih že na prvo tekmo, ne me te zaprosijo držati, pa da sem bil že v kategoriji, da sem bil že na stopničkah, no, če me spomin navara, no. A kje je bila prva tekma, to se sigurno spomniš? Ni bila neka za državno prvenstvo, mislim, da je bila, ne bi te za besedo držati, se pa ne spomnim, da je nekje pri Moravčah, no. Pa ne na Limbersko goro ali pa kje tazga. Limbersko goro, tako. Dejansko je bila tvoja prva dirka Limberska gora. Limbersko goro, pa v glavnem tam nekje, ne me se besedo držati, tam nekje, no, na tistem koncu, no. Zdaj to v teh tekem, da jaz sem ne spomnim več vsega. Moče veš, kateri mesec je bil to, no, pa bo že potem lucirala, oziroma najni gledalci in poslušalke bodo to. Pa mislim, da je bil bolj zimski mesec, no. Če je bil november, pa je bila to Limberska gora, bi jaz rekel, ja. Tako da, no, zanimivo, no, in ko si šel, kdo ti je povedal, da ta dirka obstaja, si koga vprašal, si šel pogooglati? To sem malo pač pogooglil, ne, malo pogledal tako, malo čekiral, da je kakšna tekma, kakšna je, ne. Že veliko spona, ker meni predvsem vertikali odgovarjajo, no. Jaz imam najrajši, da je veliko spona, pa malo kilometrov, no. Strmo, tehnično, zahtevno. Kakšen je pa tale tvoj dedni vrh? Najprej to definirava, kje si začel? Dedni vrh je pa tako, včasih je bil v redu za trening, ne, zdaj pa to že konkretno premalo, ne. Pa premajhen hribček, to ne, mogoče edin, bom rekel tako, kakšen dan bolj za učiti, za pogovorni tempo, ne. Drugače pa to za kakšen resen trening je pa premajhen hribček, no. Kaj je to, 300 višincev, 2 kilometra, koliko je, kaj? Če naredim trening na dednem vrhu, grem kar 3-krat gor, no, da nanese 900 višinca, no. Drugače pa načeloma kar na Šmarno hodim, zato ker mi je pač najbolj po roki, no. Šmarna gora mi najbolj po roki, pa tako da imam mimogredeno, ko grem iz službe, no. To narediš pač tudi večkratni vzpon, ali kaj? Na Šmarni gori pa kar tudi do 1100 vzponov, no. Hočem reči, na enem treningu narediš tudi več vzponov? Ja, pač na Šmarni gori zdaj, če delam 1000 vzpona, to je kar 3-krat. Aha, 1000 vzponov, hočeš 1000 višincev, hočeš narediti? Ja, kar 3-krat gor pa dol, ne. In kaj rečejo tisti sprehajalci ali pa kar fit hribolazci, ki si mislijo, kako so hudi, pa tebe srečajo drugič ali pa tretjič? Ja, se mi pa tudi že dogaja zadnje čase, da mi kakšen ploska, to, ker jaz pridem že tretjič gor, ker grem šele prvič, ne. Tudi to, ne bi se hvalil, ampak se mi kar dogaja pogosto, no. Imam pa tudi tak primer, ko me kakšen vpraša, to se mi sicer ni na Šmarni gori zgodilo, se mi nekje druge, ker me kakšen vpraša, če je z mano vse v redu, ko vidi, 3-krat tečem gor pa dol, ne. Ja, jaz tega nisem velikokrat počel, sem poskusil, tudi pri nas imam podoben hribček, 300 višincev, pa sem prišel 2-krat, pa mi je bilo vrh glave, pa sem potem razmišljal o teh Everestingih, pa Triglavingih, pa še vseh raznih stvareh, ker, no, svoje čase smo imeli dirko, ki si je rekel 12 ur kališča, tam sem bil parkrat, pa sem par vzponov naredil, pa sem tudi vrh glave tega, ampak sem rekel, ok, tekma je eno, ali pa izziv, drugo, da greš za trening to počenjati, pa rajš grem v nek hrib, ker moram samo gor lezti tistih 300 višincev, ti je težko priti dol, pa malo
kisu iti še enkrat gor? Težko mi včasih dol, gor ne. Tako da za dol pa kar šparam malo kolena, ne. Tako da sem se zdaj navadil, da grem v takem tempu, ko grem gor, grem pa tudi dol, ne. Ker nima smisla, če ni tekma na polno dol iti, ne. Ker če to delaš, mislim, da kolena poj niso glih za dolg, no. Ker za dol je pa kar napor za kolena, no. Rekel si, da si bil jadralni padalec, saj bi rekel, da tam so kolena tudi lahko kar problematična, če se daj zafrkneš. Mislim, če ni pravilnih pristankov, ja, ne. Ampak če pa delaš vse po predpisih pa protokolu, je pa jadralno padalstvo zelo varen šport, no. Res zelo varen šport. Če upoštevaš vremenske razmere, je zdaj že tako dovršena ta tehnika, da skoraj nima biti več kaj narobe, no. Razen če greš preko tega, ne. Po Alpe, no, zelo zahtevne za leteti, no. Tam si ti hodil, no, če so že pri tem najrajši skakati. Drugače, med tednom je bil Ambrož na Krvavcu, ne, ki mi je bil najbolj po roki, ne. Ambrož pa kakšen gost pod Kriško goro, ne. In smo imeli veliko štartov. Pozim pa Kolk, večinoma je bilo to, no. To so taki najbližji štarti pa tako najbolj oblegani, no. No, ampak jaz poznam tle enega poba, malo dlje doma od mene, ga večkrat srečam na tem svojem hribu, Korine gor, in si predstavljam, da že če kot jadralni padalec rabiš kondicijo, da tole zvlečeš vse skupaj v hrib. Rabiš neke kondicije, čeprav zdaj imajo te alpina padala, ne, imajo pač, se samo dol spusti z njimi, ne more kaj dosti jadrati, ne. In jaz mislim, da ima to vse skupaj, to je bolj za te hribolasce, ne, da se po hribu dol spustilo. Jaz mislim, da ima to ta oprema vse skupaj, da ima par kil, no. Ne me za besedo držati, ker sem že malo iz vaje, ampak je to pa resno lahko ratalo zdaj. Mislim, da ima 3-4 kilo vse skupaj, no. To je ta razlika, se pravi, imaš ti jadralno padalo, ki je namenjeno temu, da pač izkoristiš čas v zraku, padalo, s katerim greš po luftu dol namesto po poti. V jadralnem padalstvu je tako, ne, imaš turistična padala, ne, ta so taka prevarna, pa imaš pa competition padala, ne, za kakšne hude dolge prelete, ne, tam imaš pa že kar izkušen pilot, no. Tako da je kar razlika ogromna, ne. To je tako, kot rečem, med enim, ne vem, hladnim avtom pa med športnim avtomobilom, no. Ti si bil tudi mogoče tekmovalec ali si bil samo rekreativec v tem športu? Nekaj časa, ja. Tudi? In mislim, imaš kakšen uspeh, s katerim se lahko pohvališ? Pa niti ne to, ker sem bolj zase letel, no. Jaz sem najrajši takole šel, so bile ugodne razmere, na kakšen hrib, pa še kakšen prelet naredil, tak 50 kilometrov dolg, in to mi je bilo čisto dovolj, no. Tak pelet s povratkoma, ne, da sem pol tudi nazaj preletel mislim, tam, ko sem bil parkiran avto, no. Sigurno ti ni vedno uspelo, pa si mogel pešačiti ali pa štopati ali pa klicati. Ni vedno uspelo, sem bil tudi na drevesu včasih, ne. Enkrat mislim, da na Kriški gori sem pol čakal, gorsko reševalno službo iz Tržiča, da so me dol potegnili. To pa paše v kontekst zraven, to pa pač vsak pes je to doživel, padalstvo. Se pravi, če nisi vsaj enkrat v Smreki ali pa v Bukvi ali pa ne vem, kje je pol nisi ta pravi jadralni padalec, Poškodoval si pa, se pa nisi ali pa kaj takega, da bi se ti kaj pripetilo? Ne. Nikoli. Vem, da padalci štejejo svoje skoke, tudi jadralni padalci najbrž, ali kako? Jaz sem pač štel ure, koliko sem imel naletenih, no. Ure, okej. Ure, tako zdaj pa ne vem, kako malo zdaj, no, ker sem že malo ven iz tega, ker to se je zelo spremenilo, no. Se res, iz leta v leto se spreminja, tudi padala so ratala predvsem bolj varna, kakor so bila včasih, a ne, tako da to, če nisi zraven, ne, če ne spremljaš skozi, to že težko komentiram, no. Koliko ur si imel ti, no, recimo za pasom? Kot nekih. S tem spominjam že malo peša, no, ampak včasih sem kar, ko sem se aktivno ukvarjal, sem kar 3-krat na teden kar hodil leteti, no. To je tako, veš, ali skozi hodiš, pa si naleten, drugače pa ni več varno, ne. Tako da včasih smo kar po službi takoj šibali gor na Ambroža, 3-krat na teden, pa pol še za vikend daj, je kar bilo pestro, no. To najbrž, bi rekel, tudi šport, ki te malo zasvoji, tako kot te tek lahko ali pa kaj drugega. Ja, se na splošno je fajn šport, ne. Meni je bilo všeč, ko sem z Ruzakom peš hodil gor v hrib, ne, da narediš še nekaj za kondicijo, ne. Tako da ja, kot si rekel, ja, te zasvoji, ja. Je bil poseben razlog, da si nehal pol, ne vem... Časovno se mi ni več išlo, ne. To je tako,
Ali si tam, ne vem, 3, 4 na teden, ali te pa ni, ne. In tako časovno se mi ni šlo, pa greš pa manj, pa zmeri manj, na koncu pa več ne greš, a veš, pa nehaš, ne. In to pač ne moreš iti malo dvakrat na let, malo za vikend provat. Ne. Mislim, lahko gre, samo ni vadno, ne. Jaz ne bi šel, ne. Ker zgubiš čisto občutek, ne. Pač to je lahko, kot če bi še 2 krat na let laufat, pa bi šel pa na tekmo, ne. Saj, mislim, Pa recimo, da je tle še majčkeno več v igri, recimo, ja, tako, ja, vendarle. Pa sigurno grem staviti, da srečaš še koga, pa kolegije, pa tako naprej, ko greš v hribe, te še kdaj zaščemil pod platih, bi še poletel. Ne, večkrat. Sem že imel približke, da bi spet začel, ampak pa ko obračaš, ne, zadevo, ugotoviš, da za vse pa ne bi bilo časa, za tek pa še za to. To je pa misija nemogoče, ne. Pač že tek treningi mi kar poberejo dosti časa. Ko hočeš biti tam, pač, če hočeš biti, pa vem, nekje tam med 10, no, moraš kar fajn delati, no. No, zdaj, okej, če si napeljal sam na treninge, te bom pa še malo bolj sprašal, ne, Boštjan Škrlj, gorski tekač, koliko trenira zdaj, boš rekel, da si vsak dan si zunaj, vsak dan si na višincih, prosim, beseda je tvoja. Veliko. Če ti malo poenostavim, no, kar veliko treniram, če ti malo poenostavim, pač jaz imam en tak sistem, jaz sem to malo probaval, ne, jaz maksimalno si lahko en dan pavze na teden privoščim, ne, pa si jo ne, ker sem probal že, da sem si 2 dni pavze na teden vzel, ne, in mi sistem podre, ne. Tako da, ne vem, če ti malo posplošim, mislim, da sem imel lansko leto sem pretekel, se to je na Stravi gor 265.000 višinskih metrov, pa mislim, da okrog 4.000 kilometrov, no. Sem imel lansko leto, no. Letos pa spet probavam nekaj takega, no. Kar, mislim, treninga je pa kar veliko, no. Sploh mislim, da si bolj moraš trenirati, ker jaz mislim, da mladi rabijo manj treninga, no. Saj mogoče se motim, ampak imam tak občutek, no. Tako da, ja, mislim, kar se tega tiče treningov, je pa to kar naporen šport in moraš imeti kar eno tako vojaško disciplino. Ne moreš reči, danes pa ne bom šel, ne vem, kaj mraz, ne, ali pa danes pa ne bom šel, kaj vroče, moraš kar imeti en plan pa iti, če hočeš, no, da je kakšen rezultat, drugače pa. Zdaj, rekel si, okej, to pomeni pri vseh teh številkah, to niso samo višinci pa kilometri, ki jih na prosto izbiraš, to je strukturirano, to imaš nek plan, ki ga sam sestaviš, ti ga kdo drug. Kar nekaj časa bila s Timotejem v navezi, no. Sem bil res zadovoljen, pač ker on res občutek za tekača, ne da bi kar nekaj industrijsko tem plan napisal, ne. Tako da, pač tam sem kar veliko, odnesel sem se veliko naučil, no. Zdaj sem pa že sam toliko noter, no, da že sam vem, kaj mi odgovarja, ne. Koliko moram baze narediti, kdaj rabim intervale, ne. Recimo, zdajle sem bolj bazo delal, zdaj sem intervale preštaltil, no. In pol dobiš en občutek, pač kaj ti odgovarja, kaj ti najbolj odgovarja, ne. Zdaj se tega držim, no. Tako, mislim, držim čim bolj, kolikor lahko, no. Vse svoje treninge je na Stravi javno objavljeno. Ja. Jaz po večini vse dam gor, ja, vse. Pravi, nič ne skrivaš pred svojo konkurenco, ne vedo, kaj je treba. Čeprav bom pa kar povedal, jih pa zelo velikih skriva, ne. Zelo velikih skriva, ker eden, ki ima napisan gor, da je pretekel, ne vem, 10.000 višinskih metrov 7 letov, ne, pa zmaga na vertikalu, ta je iz trte zvita, no. No, saj sam veš, da so taki, ne. Nobenega zdaj ne bom, ampak to je misija nemogoče, pa če si ne vem, kakšen talent, no. Velike te, mislim, kakor jaz to sprejemam, je kar nekaj skrivanja, no. Pa zakaj misliš, da se pravi, fantje in dekleta to počnejo zaradi tega, da skrivajo svoj recept uspeha pred konkurenti, ali zato, da pač bi vsi mislili, da manj trenirajo? Jaz mislim, da je bolj ta druga, da mi mislimo, da manj trenirajo, no, da malo skrivajo, no. Pač, da malo zavedajo, kako bom rekel, nasprotnika, no, tako občutek imam. Res to, kar veliko spremljam, no, in vidim, da je pač, vsi kar pogledam to, no, priznam, in vidim, da je kar nekaj takih, no. Pač pa se pravim, vsak svoje, ne. Jaz znam vse gor. No, mislim, pošteno, lej, se pravim, pol itak, ja, nimaš kaj skrivati in mi lahko zdajle poveš, recimo, en tak tipičen, na hitro, tipičen teden Boštjana Škrlja, evo, trening teden, ki je potreben za to, da pač, človek v veteranski konkurenci pride med
top 10, 5-3, če hočete, ali pa na zmaga, izvoli, Boštjan. Zdaj, pač nekje cilj mi je 5000 višinskih metrov na teden narediti 100 km. No. Zdaj, če ti povem za prejšnji teden, ne, sem imel ponedeljek, torek, sreda Šmarno goro, vsakič po 1000 višincev, pa še nekaj, ne, po 14 km. V soboto imam ponavadi kakšno veliko planino, ne, malo daljši vzpon, ne, ali pa kakšen krvavec izpod gondole od spodaj, ne, mi je tak super trening, no. Tako da sem imel pa pred svetovnim prvenstvom, mislim, da je bilo na Siciliji, sem pa tudi po 7000 višincev na teden delal, no. Tam to je pa že kar naporno, pač. Ja, to so pa že v njih vodah, to, ki jih pa že ultraši delajo, te trelaši in podobni. Ja. Pa tudi mislim, da je težje pretiravanje, da nima smisla toliko. No. Jaz mislim, da je tam od 5000 do 5500, da je pa 100 km, da je na teden nekje, da je to čisto nekje. Se pravi, važna je tudi kvaliteta, ne samo kvantiteta. Ne. Mislim, da je to čisto dovolj. No. Nekaj tisto pretiravanje mi tudi ni, no. Mislim, da več škode narediš, kot koristi. No, posebej ne brž za te discipline in s to intenziteto, kot ti to počneš. Tako, ja. Se pravi, ti si v osnovi pure, čisti gorski tekač in se tako tudi deklariraš, saj ne da bi danes pač, se predaljškali preveč, ampak saj veš kaj, včasih smo li pač tekači, ki smo laufali v hrib pa po cesti, pa kjerkoli, ne pa smo že na gorskega, pa na maraton, pa kjerkoli. Zadnje čase se veliko govori o trail tekačih, ki sovražijo cesto, pa potem o gorskih tekačih, ki ne marajo sprehajalcev, trail tekačev, hecam se, seveda zdaj malo karikiram, ampak se ti zdi, no, da je pač ta trail vse povsod, vse prisoten, pravega, čistega gorskega teka, pa ni več toliko na sporedu, niti tako v medijih, pa nasploh. Mene predvsem to moti, no, mislim, pa nimam nič proti trailu, no. Mislim, da trail včasih izpodriva, no, tale pristni gorski tek, ne. Tudi meni več je teh trail tekem. Zadnjič sem pravil en dober članek, ga je Kilian napisal, sem najbolj ga prebral, ne, da tudi trail postaja šport bogatašev, ne. Tudi te štartnine so zmeraj dražje, ne. Jaz veliko teh njegovih člankov preberem, počasi zlopi, tako pa napiše, no. Tako da jaz neki ljubitelj traila nisem, no. Jaz pač meni so všeč teli vertikali, prav gorski tek, taki so bili včasih, sam jaz mislim, da je tega zmeraj manj tega. In mislim, da bo trail tole počasi čisto spodrinilo. Trail je, mislim, že tudi tisti, ki zdaj, ki naredijo tekmo za gorski tek, ne, že avtomatsko napišejo, da je trail, ker samo da ti napišeš, da je trail, tako, se jih bo 50 več prijavili, ne, siguren. Boš pa ti napisal vertikal, ne vem, se jih bo prijavili tam 50, ne, če boš pa napisal, da je trail, se bo pa prijavili 100. Važno dejansko takole na tekmah, na trail hode tudi veliko takih pride, ki po večini tiče te tekme sam hodijo, no. V bistvu kar odhodijo, no. To mene sicer malo moti, ne, pač tek je tek, ne, ampak vsak ima svoje, no. Se vsi pa gremo za užitek, se pač kakorkoli, no. Ja, jaz se rad pošalim, ja, sem spoštovan, dragi trelaši, da pač trail pač so izumili zato, da je pač danes lahko vsak tekmovalec, ne. Včasih si bil pohodnik, hribolazec, danes si pa trail tekač, hecam se seveda, no, čeprav mi je popolnoma jasno, da nihče ne more odlaufati 160 km, brez hoje, pa z vsemi višinci, to mi je jasno, ne, in akceptiram pač v tej disciplini, ampak je pa zanimivo, ja, tudi recimo Tomo Šarf, oče, če mu tako hoče reči, ali pa stric, ali pa boter slovenskega gorskega teka, in mi je tudi malo pojamral, on je pač iz te šole stare, ki je postavljal ta slovenski gorski tek na noge, potem je prišel pa trail, no zdaj so sprejeli neko salomonsko rešitev in rečejo svetovnim prvenstvom off-road, championships, off-road, se pravi, kjer so vertikali, pa gor dol, pa potem tudi malo daljše preizkušnje, zato da se pač tudi gorski tek, kot ti praviš, to je neka taka disciplina, ki je imela v Sloveniji, to pa se ne boš preučil kupenih prvakov, medalistov, izjemnih športnikov, če smo že pri tem, tudi v svetovnem smislu. Recimo, se spomniš se, ne vem, pa Kosovelja, pa Sester Hižar, pa ne vem. Ja. Tako da, izvoli. Včasih je bil gorski tek res gorski tek, no. Zdaj pa vse bolj gre na tale
trail, no, tudi zelo malo teh tekem, da bi bili samo vertikali, no, koliko pa jih je, ne 4 so na letne. To je šlo pa zdaj vse na trail, no, po večini. Sem pa zdaj še te trail, ne vem, 200 kilometrski pa 160, kar si rekel, no. Po mojem se zdaj že kar malo pretirava s tem, no. Jaz mislim, da to je nek maksimum, no. Mislim, za moje pojme, no. Ja. Ljudje res iščejo svoje skrajne meje in danes se teč maraton neki za trening, potem itak moraš iti 100, če ne greš 100 milke, pa te tako noben resen klub v narekovajih ne vzamejo, ampak ja, no, ampak tega ne moreš početi na takem nivoju, kot ti to počneš, ker bi umrl in da to moraš to početi bistveno bolj konzervativno, kar pomeni, da ja, to prehodiš, ja. Tako, zdaj ti kakšen je koledar slovenskih gorskih tekov? Ti najbrž vse itak pregledaš, koliko gorskih tekov sploh, tudi v sklopu trailov, je še v Sloveniji, no, recimo, ne? Ja, mislim, da imamo zdaj veterani za pokalno, imamo Retitovec, letos pa Milanja trailje, pa Črnoprs, ne? Klasika. Pa Šmarno goro, te mislim, da so pokalne, no, za veterane. Pa še en kup teh tekem, se pravim, zdaj toliko teh tekem, da sploh vse več ne spremljam, ampak se kar malo sproti odločim pa pogledam, no, je šel, no. Primorski gorski teke so še zmeraj vodilna, bom rekel, tista... Ja. Ne, vse primorski gorski teki so meni zelo všeč, no. Trud grem na te tekme, ker tekme je najboljši trening, ne. Ampak dejansko je tega preveč rata, ne. Nisem vsak vikend biti odsoten, ne. Soboto pa še nedeljo, ne, je kar malo preveč, ne, kar malo prehuda, no. Lanski se mi kar veliko dogaja, da je bila sobota tekma, pa še nedelja in si 2 dni celo odsoten, pa še na teden si pa s temi treningi, ne, vsak dan po 2 uri odsoten in tega kar malo preveč, no. Letos sem to malo, bom majhen zmanjšal, no, sem rekel, sam še te bolj pomembne tekme. Mislim, če kdo jih lahko ti, pa res že začenja izbirati, ja, kdo pa drug. Ampak, evo, da se zdaj vrniti na tisto tvojo prvo tekmo, ko si šel tja, najbrž brez pričakovanj, pa prideš tja, pa ne vem, dobiš kategorijo. Mislim, dejansko malo vidiš, kam sodiš. Je bilo to zate presenečenje, da si tako dober, ali si že vedel, da si močan kot žival? Presenečenje, ker jaz že na treningih takoj čutim, koliko sem močan, ne. To že vidiš takoj, kakšno moč imaš v nogah, ampak imam pa problem takole, na tekmah, ali je kakšna močna tekma, ali pa čisto navadna vaška tekma, jaz imam zmeraj tremo, ne. Dostikrat naredim napako, pa to je skozi eno isto napako delam, pa sem že rekel, da ne bom več, ampak se mi kar ponavlja, da prehitro štartam, ne. In to poj na koncu dvakrat plačam, ne. Tako da... Drugače pa presenečenje se čuta že pretekno, koliko si močen približano. Recimo takrat, ko si začenjal, še nisi poznal mogoče toliko konkurence, nisi vedel, koliko so pa ostali močni, no, in ko si tja prišel in si videl, da si med prvimi, si rekel za božjo voljo, ne? Ali sem res tako dober? Nisem mislil, da sem tako dober, ampak sem pa gotovo, da se z malo treninga in da čisto približati, no. Da niso glih nek bal, ne. Ker se pravi, tle, če imaš eno vojaško disciplino, ne, si lahko kar precej blic, no. Ampak, ja, ne, zdaj pa nekje, ne, zdaj treba pobrati, vse, pa dokaj fit 52 letnike po Sloveniji, zdaj pa dava tamle dol v Tacen, ne, pa jih poženeva v dir, ne. Koliko bi jih ne vem, če bi kdo petavo prišel gor, ali pa če bi sploh kdo prišel v teku, če bi sploh kdo šel in tako naprej. Hočem ti reči, čemu pripisuješ ta tvoj talent, afiniteto do tega, da ti v hrib disciplina sigurno in delo, ampak nekaj pa tudi je v tebi, ali kaj, ali boš dejal, ali boš trdil, da bi lahko koga vzel, recimo mene, sem podobnih let, pa bi iz mene naredil gorskega tekača, kot si ti, no, da slišam. Jaz mislim, da ja, zakaj pa ne. Sem delo in disciplina. Boš rekel, a meniš, da imaš tudi kaj naravnega talenta za ta šport? Evo, tako. Veš, kako je tle je mogoče, ne bom rekel, da ne, ampak talent je enih 15-20%, no. Jaz mislim, da ne, ostalo je pa disciplina. Ostalo je pa, da se ti držiš enega treninga, ki si zastaviš, ne, da boš rekel, jutri pa ne grem, ne, ker je drž zunaj, ne. Jaz grem na trening tudi, ker drž pada tako, da bolj ne more, ne. Grem na Šmarno goro na trening,
imam včasih celo švalno goro zase, ki ni nobenega, ki tako dežuje, ne. Ampak vem, da sem nekaj naredil poj, ne. Dejansko si ne morem privoščiti, da takrat ne grem na trening, kaj pa če rečemo, če je 2-3 dni dež, ne. A veš, tako da to sem, ne glede, a je dež, a je sneg, ali padajo špičene preke, jaz na trening grem, ne. Okej, razen kakšna bolezen, ne, to je drugo, ne. Ampak Jaz mislim, da se poj to, jaz mislim, da se ta trud poj to poplača, no. zdaj mi pa ti povej, Boštjan, ko si začenjal pri 50-ih, ja, ker marsikateri tekač nehuje, kako so pa tvoji prijatelji, sodelavci, tvoji domači začeli sprejemljati ta tvoj nov šport, tvojo novo športno obsesijo, če se grdo izrazim, ne? A je to kriza srednjih let, ali kaj? Ne, tako, doma so še že navadili, no. Doma so se zdaj že navadili, da grem jaz po službi na trening, ne, tako da je zdaj že to čisto samoumevno, mi pa zdravnik rekel, nedolgo nazaj, zdravnik rekel, da sem pa prestar za to, ne. Jaz sem rekel, dokaj bom lahko šel, ne. Me ne prepriča, ne. Zakaj je prestar, ne, jaz sem gledal, rečemo, na svetovnem prvenstvu, ne, pridejo atleti 10 let starejši od mene, ne. Ko sem jaz te fante videl, oni so brutalno pripravljeni, ne. Ko so 10 let starejši od mene, takrat mi je bilo vse jasno, da leta niso nekaj ovira, no. Če si zdrav, niso, no. Mislim, pač ne moreš biti tako hiter, kot en 20 let star, ne, ampak se še da, no. Tudi če pogledaš Milana Sveta, ne, pa Simona, ne, Aliča, ne. Pa Strnada, pa vse te fante, ja. Pa Simona, ne, Strnada, mi smo delali skupaj po teh tekmah, ne. Oni so vse starejši od mene in so za svoja leta, bom jaz rekel, so vrhunsko pripravljeni. No, pa Franci Teraš, Bog pomagaj, on je tudi večer. Pa Mirko, Mirko Enjatović, ja. Na ravnini hiter kot metek, ne. Tudi na gorskem teku, če bi še malo v hribu treniral, bi bil še zmeraj po mojem vrhunski, no. Tako da, jaz mislim, da leta so sam izgovor za to, da lahko doma na kavču ležiš, no. Zdaj pa ne morem, ker sem toliko star, ne. To ni res, ne. Da se vse, ne, je pa tako, garaški šport je to, ne. Za moje pojme je to eden najbolj garaških športov, no. Res vsakodnevno matranje v klanc. Jaz mislim, da marsikjer ne more iti v to cono, no, ne obdobja, no. Je pa res treba imeti vojaško disciplino, no. Na kakšnih utripih, no, jaz pač priznam, na Stravi se ne ukvarjam toliko z drugim še sabo, ne, ampak eni pa vem, da analizirajo srčne utripe od drugih, no, pa cone 2, pa 3, pa 4, pa tako naprej, ne, ampak tek v klanec pač nikoli ni cona 2, ali kaj, ne, to je pač meroma bolj na hard. Na hard, ja. Čisto povem, jaz sem ta srčni utrip na uri v 3 treningih že izklopil, ne. Me to sam še vsiralo. Edino, ko si ga zmeram, sem si ga nekajkrat zmeril zjutraj, ko sem vstal, ne, mislim, da je bilo tam okrog, kaj pa vem, 40, približno drugače. V klanc pa sem pa to zdaj kar izklopil, zato ker se počutim bolj sproščenega, no, kot da tisto utrip skozi gledam, pa da se pol že vsiram, pa se pravi, na 2 treningih sem ga imel, pa sem pa izklopil, pa nikoli več, no. Koliko pa pravijo z leti ti maksimalni utrip pada, ne, pa poznam tudi fante, pa jaz sem sam pri sebi sem to pač opazil, ne, včasih sem, ne vem, klančal 195, zdaj pri 170 pač bruham. Kaj pa ti, vsem, ko si meril, no, pa kakšne številke si še dosegal? Jaz mislim, da sem imel maksimum, da sem imel tudi nekje tam 195, no. Kar po uradni formuli ne bi smel biti več mogoče, ker bi ti mogel odšteti še 30 dol in tako naprej in tako nazaj, tako da no, ampak prej si rekel, da ti doktor rekel, da ne smeš, ampak vse ti je izmeril srčen utrip v mirovanju, pa sigurno si imel ene 15 nižjega kot on. Ja, sej na začetku jim to ni nič jasno, ne. Ne vejo pa, da toliko tečeš, ne, se pa ko jim poveš, da se toliko ukvarjaš s športom, pa ugotovijo, da imaš športno srce, da je zadeva pomerjena, no. In da nimaš kakšne, ja. Meni se dogaja dostikrat na zdravniškem pregledu, da mi zdravnica reče, da moram začeti malo migati, ne. Ko mi je rekel, jaz več kot toliko ne morem, ne. To je moj maksimum, ne. In to mi je predvsej tako skregano z logiko, ne. Mislim, iz katerega razloga pa ona reče, da mora začeti migati, ker si toliko star, ali, mislim, sej si suh, žilov, skrimaš, ponajbrž perfektno, mislim, pomagi. Ja, ne vem, tam sem mogel nekaj preklone narediti, mislim, da je lihte, ker sem mogel dobro čist sklon tol in mi je rekel, da počasi bo potreba začeti malo migati, ne. Jaz sem ji pa rekel, jaz
rekel, gospa, jaz naredim 240 višinca na leto, jaz več kot toliko ne morem. Ne. Pa je pa mislila, da nisem resen, ne, da se hecam. Ne. Tako da, zdaj sem pa rekel, da sploh nobenega več ne poslušam, pa grem po svojem občutku in to je to, to mi je najboljše. Ne. Pač dokaj bom lahko, če bo po kakšni težavi, bom pa malo zmanjšal. Ti imel zdaj v teh letih, teh par letih že kakšno, rekel, tekaš s tekom povezano zadevščino, poškodbo? Imam malo težave, ja, z levim kolenom. Ampak to samo pa teku navzdol, ne. Pač na tekmah, na trailih, ko gre navzdol, jaz zelo veliko izgubljam navzdol, ne. Pač tisto, kar v klanc na trailih pridobim, ne, navzdol pa kar veliko izgubim, no. In kadar grem navzdol na polno, imam pol kar ene par dni težav z levim kolenom, no. Zato sem zdaj tudi na treningu začel tak tempo, ko imam v klanc, grem tudi pol dol, no. Malo pošvaram, no, kolena. Ampak gor dol boš pa še ohranil kot disciplino, na kateri se boš meril? Ja, še. Mogoče sem med rekel, da na kakšen KBK trail ne bi šel več, no. Tam pa res kolena toliko trpijo navzdol, da se mi pa škoda si zdravja, no, da bi bilo kaj narobe, no. Drugače pa ja, še ja, sigurno. Bi bil pa najbolj zadovoljen, če bi bili samo vertikali, no. Tudi kolena ne trpijo in te so mi najbolj po srcu, no. V teh par sezonah, ja, zdaj, kaj bi recimo deklariral kot svoje največje uspehe, s čim bi se recimo Boštjan Škrlj pohvalil? Lansko leto mi je bilo, zelo mi je bilo všeč tekmo na Gros Lokna, no. Res takrat sem bil tretji v kategoriji, mi taka fajn tekma, pa Pohorski Kerlc mi tudi lanski bil zelo, letos sem šel spet, no, mislim, da sem bil 8. skupno, pa lansko leto je bila tekma za svetovni pokal na Veliko planino, sem bil tretji v kategoriji, letos sem se pa tudi prijavil, no, ker je pa evropsko prvenstvo na Veliko planino, to pa ne smem zamuditi, ne. Mislim, to sem te seveda hotel vprašati, ne, se boš, dobro, reprezentanca, ne brž članska, ne, to so pač drugi kriteriji, ali kako, ali bo tudi kaj veteranskega, ali se boš meril odprti kategoriji? Zdaj, za na Veliko planino. Tako, ja, na evropskem prvenstvu boš na Open dirki, ali kako? Tam šteje samo za člane, članice, mladinke pa mladince, ne, za veterani ne šteje. Pač tečeš, a ne, ampak ni pa podelitev, no, mislim, da za veterane pa veteranke, mislim, da ni, no, da je to tako, no, vsaj bilo je, no. Greš na to, na klasični gorski tehnik, 9 kilometrov čez Primoža? Na vertikali, čez Primoža, ja, čez Pasje Pečine gor, pa to tudi skoraj vsako soboto naredim en trening gor. No, pa sem že lanski, no, pa gremo pa še letos, greva s Tadejem Sredinškom, no, se kar dobro zastopava midva na svetovno, na Češko, ne, bi tudi bil dotkrat pripravljen, ne, da ne bi šel kaj v bistvu sam na izlet, no. Ja, pa za lansko leto sem še pozabil povedati, evropsko prvenstvo na Etni, na Vodkan Etna smo tekali, no. Mislim, da sem bil od 420, da sem bil 20 v vertikalu, no, pa 5 v kategoriji. Zdaj mi tudi kar dobro šlo, no. Šel sem pa lansko leto na svetovno prvenstvo za veterane v Medunu v Italijo, sem bil pa diskvalificiran, ker se nisem pravilno logiral, no. Tam sem videl DNF, sem rekel, kaj se je zgodilo, Boštjanu, povej to zgodbo, kaj se je zgodilo na svetovnem? Čez ta prav vhod. Bil sem toliko fokusiran, toliko sem bil zamišljen na ogrevanju, da nisem šel čez ta prav vhod noter, nisem se pravilno čekiral in sploh nisem vedel, ne. Si odtekel in... Normalno odtekel, vse, ne, ampak pogoji so bili pa katastrofalni. Mislim, da je en dan prej je konkretno lilo, no, in to je to, da si šel 1 meter naprej pa 2 metra nazaj, no. Ampak to ni izgovor, ne, pogoji so za vse enaki, ampak sem še lepo izvedel gor, da sem diskvalificiran, no, sploh. Sploh sem bil sfokusiran na ti štart in vse, da pa se zgodi, no. In te napake nam več ponovno, no. To je ena šola, no, za drugi, tako šola neki stane. Kjera tragedija, sigurno si potem imel nek zabeležen svoj čas in si šel gledati rezultate, kam bi se plasiral. Pa ja, zdaj, težko ti zdaj rečem, nisem bil glih toliko slab, no. Ampak sem bil pa toliko razočaran, sem bil pa še na trail prijavljen, ne. Sem bil toliko razočaran, da sem šel kar domov pol, ne. Ne grem niti na trail, sem se usedel v avto in sem šel domov, no. Kaj ti, psiho ti podre, no. Se pripravljaš, pač, ne vem, toliko cajta se za to pripravljaš, ne, ti pa ena taka, rekel, tako banalna napaka, no, vse podre. Ampak je pa to šola, vsaka šola nekaj stane, ne. Zdaj tega ne bom več ponovil, ne. Sigurno je na svetovnem, ja. Italijani je bil pa organiziran te tekme, no. Prav užitek je, no, sploh tam, ko smo bili na Siciliji, na evropskem, to tako naredijo, kot da bi bila ena olimpijada, no. Tako da je, fajn izkušnja, lepa, no. Se pravi, si se počutil, ja,
Se zdaj počutim, se verjamem, da bo v Kamenku tako na evropskem, no, da se bodo maksimalno potrudili, da naredijo tudi iz športa, ki ni v prvi vrsti pokrit v medijih, pa na ekranih, pač izkušnjo za tekače, da so pač tudi oni atleti, pa neki vredni in tako naprej. No, se je to prav pravilno. Mogoče to nasplošno malo bolj medijsko pokrito. Če pogledaš šel, koliko je to en garaški šport, nimam nič proti košarki, pač vsak šport spoštujem, ampak koliko rečemo po televiziji to košarko, pa to propagirajo. Gorski teki se pa toliko malo menjajo, sploh ne vem, če sem že kdaj videl pri kakšnih poročilih, par mesecev nazaj sem tega Buneja videl, je ta vertikal tekel. Po 30, po 29. Ne, on je rekel, da nisem noro. Pa vsaj časno. Ampak drugače pa ni neki premalo, za moje pomen to premalo medijsko. Bilo bi kaj več o tem napisano. Ja, dejansko se najde kakšna novička, če se kdo res plasira na kakšnem prvenstvu, ali pa kaj tazga, pa še to mogoče nek na dnu. Ja. Po socialnih medijih vse metod veliko napiše Močnik, on kar nekaj napiše, pa sem pa že skod neha, Mislim, bi malo več promocije za to naredili. Mislim, je to res, kot da gre eno z drugim, kot si rekel, gorski tek, ki zdaj tako v drugem planu, pa je prej odstrelil spredi, pa še zaradi tega potem. Pak vem, da se Atletska zveza izjemno trudi zdaj letos, Kamnik veliko planino postaviti v mal širši prednji plan, tudi medijsko in tako naprej. Upamo, da bo na tem področju dejansko naredil ta preboj, da bo malo širša scena, ne poslušala mogoče samo političnih debat, ampak tudi kakšno športno iz domačih logov. Lansko leto, ta tekma, ki je bila na Veliko planino, je bilo tudi direkten prenos na YouTubu, je bilo tako, kar dobro je bilo organizirano. Taka fajna organizacija je bila, društveno. Tam jaz mislim, da še zmeri premalo, da bi mogli to v kakšnih novicah kaj malo. Samo zgleda ni interesa, premalo, mislim, ni biznisa tle, po domačih. Premalo denarja v igri, bravo. Ja. Res, sej konc koncev, to je morda tisto, kar je pisal na eni strani Žurne, o teh dragih štartninah, ki kažejo na to, da je zadeva pratala res globalno popularna, po drugi strani, ali to pomeni, da tem prinese tudi medijsko pozornost ali ne, je drugo vprašanje, če ponavadi samo na določenih segmentih, mogoče pa določenih brandih, kaj pa vem, kaj bi ti, mislim, kako pa ti zaznavaš ceno, prej se preden so začela snemati, pogovarjala o štartninah. Ti zdi, da so, pa zdaj imaš izkušnjo pa Slovenije, pa Italije, pa še skje drugje, se ti zdijo, da so nasploh drage štartnine, so kje dražje kot kje drugje, kaj meniš? Mislim, glede na to, koliko je teh tekem, se mi zdi to kar drago, Jaz bi mogoče rajško naredil na mestu tistih pokalov pa medalj, da nižje cene za štartnine, Tako bi jaz naredila. Mislim, mogoče nimam prav, da se motam, Mogoče se motam, ampak bi brez tistih pokalov, pa bi dal nižje štartnine, Ker pač, če to tekam vsak teden, to kar nanese, Potem pa še vožnja, do tekem pa to, Sem prišel že kar malo vprašan, da kakšno tekmo spustil. Mislim, jaz se spomnim še časov, ko si dobil za par evrov že štartnino, pa obrok, pa majico, pa malce. Ni, da ni, vse je dobro. Ampak pač zdaj. To bom pa tako rekel, pa nas dobiš vsaj malce dobro, To je res. To ni nekaj reči. V Italiji, ko sem bil, sem bil lansko let na Belopeških jezerih, sem bil na eno vertikalu, Tam je pa draga štartnina, pa še malce tako, da ni za nikamor, Tako da, kar se tega tiče, bom rekel, malo pa nas kar gledalo. Svoje čase so bili tle v Avstriji, pa na avstrijskem Koroškem, tekme za malo denarja, pa za veliko muzike. Zdaj ne vem, že dolgo nisem spremljal te scene. Kaj pa Großglockner, recimo? Großglockner je pa za moje pojme najboljša tekma. Res se pa splača, da sicer je štartnina draga, mislim, da je lansko leto okrog 90 evrov, ampak mi ni žal enega evra. Ker je pa res tekma na vrhuncu, pa tisto vzdušje, navijaško vzdušje, to res ne doživiš povsod, Od letos in tudi ne. Pač tam se pa splača, Je pa res na nivoju, pa tudi organizacija na nivoju, Tako da tam mi pa ni žal,
No, evo, se pravi, so tudi nekje dognala zdaj le midva, ne, vse štretine. Okay, ne more biti vsaka vaška, narekovajih dirka, pač dirka na groz blokner, ali pa kakorkoli, ne. Dirke, pripravljeni smo plačati tudi malo več, če pa izkušnja premium, ali pa tako rečemo. Ja, seveda, ker to je ena taka izkušnja, ki ne doživiš vsak dan, ne. Mogoče imaš parkrat v življenju, ne. In ti tudi ostane v spominu in tudi vidiš pač vsa ta organizacija pač na vrh, kar pa tečeš v Großglocknerju, najprej, ko piješ na cilj, te v brisačo zavijajo, ne. Dobiš eno tako fajn brisačo za spomin, tako da imaš tiste masaže zastonj, mislim, če hočeš, ne. Je organizacija taka, se vidi, da je na svetovnem nivoju, ne. Pri nas se pa na kakšni tekmi štartira 40 €, pa nimaš nič od tega, samo štartaš pa gor tečeš, ne. To mi pa malo pogrejo obrate, no. Ker povem že malo tako, no, povem, pač se vsak gleda na to, da zasluži, ne. Ampak se mi zdi, da je zmeraj več biznisa tule, no. Se pravi, sploh po teh trailih. Ja, modernost, ja, vleče ceno navzgor, no, ampak ja, če se primerjaš še malo traile pa gorske teke, ti treniraš striktno brez palic, greš tudi s palicami kdaj? Sem pa največji sovražnik palic. Res? To pa, ja, to sicer imam že veliko sovražnikov zaradi tega, ker sem zmeraj proti toliko palcem, ne, ampak jaz pravim, da tek je tek in si moramo samo s nogam pomagati, ne. Ker imamo vertikale, ne, in sploh ni definiran, a imaš lahko palce ali jih nimaš, ne. Potem seveda s palcem te olup, ne, ker si pomagaš še s palcem, ne, ker se pozna, ne. In jaz dobro, da vsaj na državnih prvenstvih, ne, pač so palce prepovedane, ne. Čeprav se je pa letos naredilo v Medunu, ne, na svetovnem veteranskem, ne, na teh svetovnih so bile palce zmeraj prepovedane, letos so jih pa dovolili, ne. In na tistem mokrem terenu, ne, tisti, ki je imel palce, imel prednost, ne. Kakorkoli obračaš, ne. In jaz sem to proti, pač, če tek, si pomagamo samo z nogam, ne. Se pa pozna, si ti z nogam pa še z rokom pomagaš, ne. Tako da jaz moje palce ne boš nikoli videl, no. No, ampak v takih primerih, če so palce dovoljene, si težko predstavljam, da zmaga kdo brez palic ali pač. Ja, zmaga brez palic, ne, ker ti vrhunsko pripravljeni gorski tekači, ne. Ne vem, če ima palce, nima palce, ne. Bo glih v redu, ne. Recimo, ne vem, Timotej Bečan pa te, ne. On bo brez palc glihko se olupa, ne, kakorkoli obračaš, ne. Tako da, ampak pri onih, ne, pač, ko ima malo manj kondicije, se pa že pozna, ne, je pa že neki pripomoček, ne. No, kakšni proponenti, jaz večkrat uporabljam palce, priznam, za v hrib, pač, in se potem pač tolažim s tem, da na ta način delam tudi morda kaj za kor oziroma za roke oziroma za ramena, karkoli, kaj ti misliš o tem? Ne, to se strinjam, 100% s tabo, ne. Tudi na treningih jaz odobravam te palce, ne. Nima čisto nič proti, ampak na tekmah bi pa jaz prepovedal te palce, ne. Ali pa tako definiral, vsi palce, ne, ali vsi, da je obvezno, ne. Rečemo na vertikalu v šarih, ne, ko bo zdajle maca, tam so palce obvezne, pa da res so obvezne, ne, in če nimaš palc, pa da res, ne, vem, lansko leto, ko sem bil, ne moreš štartati, ne. Nas je pa tako malo mešano, ne, ni sploh definiran, kdo jih ima lahko, pa kdo jih sme imeti, ne. Ali naredimo tako, da jih pa vsi, ali pa nobeden, pa mislim, kako bi jaz naredil, no, pa saj mogoče se motim, no, saj. No, mislim, jasno, pravila so pravila in če so, je prav, da so za vse enake, no, saj to, no, tle se definitivno strinjava. Kdaj si šel, oziroma prej si rekel, medalje, pokali, ne ceniš očitno tega toliko ali pač, a kam to vse zlagaš, ker tega si ti vse kar nekaj nabral. Ja, pa veš, že si mi v tem kratkem cajtu res že kar ene sedel vreče tega nabral. Nekaj časa sem bil še obešen, zdaj sem pa kar malo, kakšne pokalčke imam še kaj po policah, večinoma sem pa kar vrečke dal, ne. Ker je tega malo preveč, no. Spomnim en podcast, ki ste ga videla z Mirko Tamjanovićem delala, je rekel, da je kar nekaj tega stran zmetal. Bom rekel, bom jaz tudi mogel enkrat. Nabere se veliko tega, no. Jaz sem mnenja, da namesto bi te medalje dejali, da bi dal štetnino cenejšo, po moje, mislim. Ti bi ukinil medalje in pokale, kaj pa, se pravi, medalje za vse, za udeležbo, ki so zdaj pač v trail svetu zelo popularne, ratale v cestnih že prej, a? Ali pa, ne vem, no, zdaj se pravim, to težko definiram, no. Eni pa so bili zadovoljni, če dobijo medalje, ne. In pa to največ pomeni, tako da tle, mislim, mogoče raje so vzdržal komentarja, da nam kaj narobe rekel, no. Dobro si to izpeljal, ja. Enemu pa tiste medalje vse pomeni, ne. Pač meni to ne pomeni nekaj veliko, no.
Jaz sem najbolj zadovoljen na tekmi, jaz več vidim, da sem bolj v zadnji, a ne, da je močna konkurenca, ne, mi več pomeni, ne, da je več mi pomeni, da sem 20 tipe močna konkurenca, kakor pa, da sem, ne vem, četrti pa je slaba konkurenca, no. Tako bolj, rezultatsko mi več pomeni, no, medalje mi pa nekaj niso, no, je več tega, no. No, saj na določenih tekmah, v tujini sem že videl to, se lahko medalji odrečeš v prijavi, pa pri tem prehraniš nekaj denarja, ne, kar je zdaj opcijsko, pa potem, ker se prijaviš toliko prej, organizator ve, koliko medalj in tako naprej, ti to zaznači na številko in v cilju dobiš ali ne dobiš, a ne, ampak dobro, to je lahko tudi konfuzno, si predstavljam za koga, ne, ki kaj pomotoma naredi, pa potem pizdi v cilju, ampak Pusva zdaj te medalje, pa pokale, zmage, stopničke, to kaj šteješ, a delaš ti kakšno statistiko? Ali... Ne, jaz to, če čisto povem, čez par dni že pozabim poj. Včasih malo na Stravi pogledam, kjer sem bil pa to. Ampak te pomembne tekme še že zapomnim, no, ampak ostale pa, če me vprašaš za lanski, pa že ne vem več, no. Mi ne pomeni to koliko, no. Ker jaz tudi veliko teh tekem naredim samo zato, da imam močen trening, no. Ne zato, da bi, ne vem, kešil zaradi nekih unih pokalčkov pa to, no. Največ mi pomeni tako, da si en močen trening, ker tekma je najboljši trening, ne. Ampak trening za še boljšo tekmo, za svetovno, evropsko, pokalno... Tako. Se pravi, te močne tekme, no, si zapomnim rezultate, no, mi ostane spominu, ostalo pa tudi nekaj se napoglabljam v to, no, je dosti, no. Lansko leto je bilo toliko teh tekem, da... A veš približno, na kolikih si bil? No pa čisto tako, ali si bil na 10, 20, 30, na kolikih? Lansko leto, ne bi pretoraval, sam po mojem, vsak vikend. PGT tekme, v glavnem je bil PGT tekem, pa se pa veliko skutili, da smo imeli PGT tekmo, ne vem, soboto, pa nedelo še to državno, ne, še vmes sem šel na kakšen vertikal, lansko po mojem, da sem bil vse vikende, vse soboto odsoten, no. Je bilo pa ogromno, je bilo tekem lansko leto. To sem rekel, da letos malo zmanjšal, no. Da sem še kaj doma, bom šel bom šel na tale vertikal, Višari bom šel, no, tam je fajn, pa na Pokovski Keralc, pa tudi na kakšno PGT bom še šel, pa bolj te vertikale, no. Pa to pomeni, da bom pa tekel vseeno, pokalne pa državno, no. Kje pa so letos še kakšno veteransko, svetovno, evropsko, to imaš kaj zaznačeno, je to na 2 leti, ko je tudi, ne vem, nisem tekočem? Svetovno je vsako leto, ne. Letos greva iz Slovensko v Češko, ne. To si rekel, si res, ja. Ja, je vsako leto, lanski sem bil tudi evropsko, ne, letos evropsko ne grem, v Romuniji, no. Nisem siguren, no. Bodo večinoma se bom delal osredotočil bolj na to, na Češko, no. Daj pa je na sporedu? Mislim, da enkrat konec julija, no, ne me zabesedi, takrat enkrat, no. Točno, se to je že, mislim, da je že Srtinšek takrat omenil, sredi poletja, vrhunski čas. Kako se v Sloveniji kvalificiraš na veteranska mednarodna tekmovanja? Pa jaz mislim, da bi mogla biti tudi za veteranska prvenstva bolj strogi standardi, no. Dejansko potem pažam malo, no, pa ne me narobe razumeti, ne, da prije kakšen take, no, nizek je, no, ki je premalo pripravljeno. In tudi ta veteranska prvenstva niso tako, no, se pravi, pridejo, ker res vrhunsko pripravljeni tekači, no. Res ni tako, so vrhunsko pripravljeni, tudi veliko takih, ki sem jih videl lanskih na veteranskem, a ne, prvenstvo je bilo pa tudi na svetovnem prvenstvu članov, no. Kar nekih je bilo, no, in so bili tudi tam zelo dobri, no. Niso slabi tekači. Moraš biti kar pripravljen, no. No, ampak hočeš reči, da grem jaz na veteransko prvenstvo, evropsko, kaj? Mora biti samo dovolj star v Sloveniji ali je še kakšen drug kriterij? Ja, za klub te pošljajo, ne. Mora biti v klubu, ja? Ja, pač pa se sam po sebi veš, če si zatjane, a ne. Pač ne bi šlo kar vsak, ne. A kakšna omejitev, kako velika je lahko recimo reprezentanca? Ja, mislim, da ne. Mislim, da ni omejitve. Ne me za besedo drža, sem mislim, da ni omejitve, no. Se pravi, načeloma bi lahko Slovenija poslala na neko evropsko ali pa svetovno veteransko, tudi, ne vem, 20 kandidatov. Ja, lahko je tudi 50, tam pač malo pa moraš biti pripravljen, ne, za tam, ne, da poj tam narediš neko, ne vem, kako bom rekel, blamažo, no, pač le državo zastopaš, ne. Ja, ker pri članskih imaš, ne more, ekipa je toliko velika, izbirna tekma jih vzame, ne vem, 3 ali 6 ali kakorkoli in to je to, ne. Pri članskih pač pa moraš biti izbran, mislim, ne vem, Boštjan Novak izbiral, ne. Po mojem je
kar je po mojem tudi pravilno. Jaz bi tudi pri veteranih tako naredil, no. Mislim, jaz nisem za to, da gre lahko vsak, ne. Pač ne državo zastopaš, a ne, in da pa, ne vem, tam pideš, ne vem, 20 minut gor za te prvi, no. Po mojem, da tako božje doma obstane, no. Pa nič slabega ne mislim, no. Ampak jaz sem to že lanskrat bil takega mnenja, ne, da ni prav, da gre lahko vsak, no. No, kakšna pa je v bistvu slovenska udeležba na teh tekmovanjih doslej, kar si ti bil? Ja, mislim, da nas je bilo lanskrat v Medunu, bil jaz, pa Tadej Tadinškov, ne, je dobro tekel, res, mislim, da je bila še Klementina Lemut je bila, pa Bojan Kožuh je bil. Točno, bravo. Kožuh je bil, pa Miha Šafer, pa ne je bil še Krens, se bilo 15 je bilo. Ampak tam so, kaže recimo zasedba, koliko tekačev se pa požene, itak grejo starostne skupine skupaj, a ne, pa se potem samo razvrstitev naredi, ali ne, po letih, a ne. Koliko tekačev naenkrat štarta tam? Vsi, moški posebej vsi naenkrat štartajo, ženske posebej vsi naenkrat štartajo. Oceniš to lahko, mislim, koliko je to reprezentanc, koliko je to vseh tekačev? Ogromno. Nekaj 100 ali koliko, nekako. Ja, več. Zdaj za Meduno točno ne vem, samo na Siciliji, na bo na Evropskem, na se bo, mislim, da 400. To je veliko, ja. Ja. In je problem tudi na začetku, če zamudiš, ne, če se zagužvaš, si že avtomatsko izgubil tekmo, no. Ker se tam se toliko zoža in se moraš kar precej spet postaviti, no. Si pa predstavljate, da je težko ugotoviti, kdo je v tvoji starostni skupini tam, a ne, glede na to, da ste vsi pomešani, pa da ne veste točno, kdo kam sodi. Ja, to tako, ja. Tam pa res težko, ne, ker tam pa moraš že kar malo pogledati, ne, pa se včasih še malo zmotaš. Da še lepo na koncu vidiš, no. Koga si prehiteval v ciljni? Koga sprehiteval, ja. To ti ne slabo, ja, čisto. Če bi sebe ocenil, po vrstitvah v lansko leto, pa nasploh, kako visoko kotiraš recimo na evropski lestvici, tako čez palec, med svojo starostno skupino, se razume, ja. Zdaj ne vem, no, jaz mislim, da lanskrat sem bil več sposoben, no, Meduno, no, ampak me je ta mokra podlaga, no, mi ne odgovarja, no. Jaz sem bil zelo tisti mi je po mojem kar precej tepel, no. Imam zelo trdo podlago, drugače pa se pravim, no, na Evropskem sem bil 20, no, mislim, da nas je bilo nekaj čez 400, no. In letos, a ne, boš, ja, kaj boš pa na Češkem, bi bil, mislim, pa si postaviš cilj, s katerim si zadovoljen, ali rečeš sam vse v sebe dam, a? Ne, na Češkem imam pa kar cilj, na Češkem bi bil pa rad, me pa ni strah povedati, v kategoriji bi bil rad na Štenkah, ne, in tu zdaj kar fajn delam, no, skrat treniram precej, pa sem rekel, da pač ne grem sam na izlet dol, no, to mi ni, no, bi bil pa rad kar v kategoriji, sicer, to je zelo težko, ne, ker so zelo močni, ne, tisti, ki mislijo, da je veteransko prvenstvo hec, ne, to ni, ne. So zelo močni atleti tam, ne, ampak bi bil rad kar bolj, pa tudi mislim, da Tadej je tudi kar visok sila, no, tudi je dober, tako da. Se pravi medalje, gremo po medalje, to? Ne, nič ne bom rekel, ne, ker to je prehmalo, ampak sem si pa en cilj naredil, ker če nima enega cilja, ne, pa je tudi, ne vem, zakaj treniram, ne, če nimam nekega cilja, ne. To mi je cilj, no, zdaj pa pustimo se presenetiti, no. Nisem svetovno medalja. Sem bil 5. v kategoriji. Kdaj? Lansko leto? Ne, kdaj? Sem bil lansko leto na Evropskem, na Siciliji sem bil 5, ja. V kategoriji. Manjkal, bom, da bom lahko še kaj, no, zdaj da moram še malo potegniti sebe, pa bom pa že prostor po mojem, no. Ne poš, pa imaš naslednjo starostno kategorijo in pa jih boš tam pač lupu. Ni toliko, mene te kategorije, ne toliko, jaz sem raje šport, da sem med člani, no, nekje med bolj konkurenčni, to mi je nek cilj, ne. Aha, da si absolutno čim više. Absolutno, ne, to mi je bil zdaj nek cilj, absolutno, tist kategorija mi čisto vse, med člani mi pa, ne vem, tako da sem, če kakšna taka tekma, ne, ker je Titovc, ne, letos, ko smo imeli na Porezem, ne, da sem med 10, ne, skupno, ne, koliko sem bil letos, to mi več pomeni, no, te članske, no. Kdo so tvoji, dajva še enkrat, nekaj si že povedal, kdo so še tvoji največji konkurenti, s katerim se največkrat boriš, a ne, pa z ramo v brami kolješ v klanec? Simon Alič, pač on, cilj mi je, da njega prehim na tekme, ne. Čeprav on je, mislim, je zelo močen, ne, ampak je pa tudi vsak let starejši, ne, tako da
to mi je nekako ciljno, torej pa za svoje leto še zmeri vrhunski, ne, to pa res kapo dol. Mislim, on je res že ko vino, neprisoten, vse prisoten. Lansko leto sem rekel, da se Murat malo približal, pa sem se mu, mislim, da so bila na Pohorskem kralcu, so predvsej skupaj bolj prišla, no. Mislim, da je bil jih pred mano, no. Letos bi pa rad še malo še mu približal, no, ampak to je, lahko je govot, ne, pa treba to, ker veliko dela, no. Ono pač le toliko nogah, ne, da bom pa probal, da jaz nikoli ne vržem puško v koruzo, ne. Koruzo, tako da pač mislim, da je še zmeri kar bolj med boljšimi gorskimi tekači, ne. Pač sigo, ne, pač normalno so oni 30 let, 20 let mlajši, da so hitrejši, ne, nekateri, ne, ampak za svoje leto je vrhunski, no. Mislim, zanimivo je slovenska scena, no, zadnjih let, mislim pa tako, ker vidiš pač 50-letnike, no, še bom tam pozabil takrat, sta bila Cvet pa Bečan na Ratitovcu z Ramo v rami. To je to za sekunde, ne, takrat. Z Ramo v rami sta šprintala v cilj in sem rekel, tam je 15-letnik, tam je 50-letnik. Mislim, generacijski preskok, ampak še zmer se koljeta in mislim, ja. To sem hotel povedati, ne, jaz, ko sem prišel na to prvo evropsko prvenstvo, ne, veteransko, ko sem videl 10 let starejši od mene, ne, kako so vrhunsko pripravljeni, ne, ampak vrhunsko pripravljeni, takrat je bilo meni vse tako jasno, da leta niso tako ovirane, si zdrav, ne. Ko sem videl tam 60 let stare atlete, ne, to je bil ne vem, 25 let star človek, ne, res. Pa vidiš, da so še rezerve, da lahko še kaj stisneš, no. Tam je pa treba delati, ne. Kaj pa tvoje mnenje, misliš, da je v veteranskem športu, ne, gorskem teku tudi prisotna kakšna nedovoljena pomoč, kakšna poživila, kakšni dopingi? Mogoče, ne vem, če prav, da bom to rekel, no, da ne bo kaj narobe, ne, ampak jaz mislim, da tega je pa ogromno. Jaz mislim, da tega je pa zelo veliko še, eni to se veliko izkoriščajo, ne, ker jaz tudi na enih tekmah, ne vem, v Italiji, kjer sem videl, ne, tempo enega tekača, ne, to brez tega to ni možno, no. Pa ne bom zdaj poimensko kjer, ne, ampak tega je bilo in bo. Pa razen, ne vem, na svetovnih evropskih prvenstvih tega tipa pač drugje ni nekih doping kontrol, si predstavljam. Lahko povem, da je na Siciliji v vertikalu zmagal, ne vem, je bil en Avstrijec, ne, zdaj ne vem točno kjer, pa imaš na Googlu dostopno, koliko je bil že let na dopingu, ne. Joj, pa ga še niso trajno umaknili. Jaz nisem videl ene doping kontrole, da bi naredil tam. Pač se mogoče samo tam, ne, da se odkom, ampak jaz nisem videl, ne. Jaz mislim, da tega je ogromno. In tudi, mislim, da pa se ga to sliši, ampak zelo vrhunski rezultat tak, ne, brez tega, ne vem, je že kar malo težko, no. Pa sem zelo proti temu, sam je tega, je vse zlorabljeno. Jaz se spomnim svetovnega prvenstva v gorskem maratonu leta 2011 iz Baške grape, ker se je čakalo na prve 3, da so šli dati pa tisto vodo, ne, po 40 kilometrih iztisniti sebe kapljico urina, je kar težko, ja, in so fantje mogli kar nekaj časa se nalivati s tekočino, da so to spravili sebe. Tam vem, da je slovenska Slovada vršila, no, za ostalo ne vem, ampak ja, mislim, to sigurno ni dobra reklama za ta šport, no, ampak ja, bom vprašal še. Vse se posod, ne, vse tudi v kolesarstvu, ne. To je res. Pač se nimamo vpliva na to, ne. To je res, ja. Dela slabo vest, ne, jaz sem proti temu, ampak je, to vse zlorablja to, kakorkoli obračaš. Če bi rekel, da ne je brez veze, ne, pa si zatiskam. Pa si naiven mogoče, ja. Da bi rekel, da vsi ostali imajo dostop, pa ne, pa da noben tega ne zlorabi. Boštjan, v katerih copatah, tekaških čevljih ti laufaš, evo, kot gorski tekač? Da bi bom tukaj povedal, ne, pač jaz sem ene parkrat slišal, kakšne tekače, ki so rekli, da če imaš kondicijo, da je vsem, kjer potne copate imaš, ne. No. Včasih bi temu še verjel, ne, da sem bil še laik, ne. Zdaj pa vidim, da to ni res, ne. Mislim, take razlike so, ne. Jaz največ uporabljam z vertikale, če so Salomon, jaz slab pulsar, ne. To so mi res vrhunski, no. Res sem probal še ene par drugih, no. Rečemo, Hoka Tekton X3 sem si kupil, karbonke, ne, z Ventrail, ne. Pa pač ne bi rad kakšne antireklame delal, ne. Ampak kaj slabših superjev še nisem imel, ne. In od večina tekačev slišim, da je Hoka zelo stopeno debelo, ne, šla zelo v narobno smer, ne. Tako da Salomon, ki so mi zakon, imam še ene Dynafitke, no.
ampak jaz mislim, da se bom kar slalomom držal. So res fajn superge, hitre, lahke, da pa sem jih že kar nekaj probal zdaj, ali pa tudi za treninge veliko uporabljam Adidas, Terex, no, Agravik. So mi tudi super, no, in mislim, da se bom kar tega držal, no. Ja, no, ampak koliko parov superg poseduješ, Boštjan Škerl? Ja, jih je kar nekaj, no. Zdaj, slalomomke mi zdržijo tam enih 250 kilometrov. Nič več. Ne, v lupih čist ne, ampak se splača, so vrhunske, ne. So lahke superge, ne vem, mislim, da je 190 gramska ali koliko, hitre za na tekmo, če je suha podlaga, ne. Super superge, no. Na skoku sem bil pa zelo razočaran, no. In že odveč je to slišal. Sploh je pa teh karbonskih copatih, ko ne vem, če je na koncu par sekund razlike, če si dober tekač, no. Bi si predstavljal, da gorskem teku še najmanj, no, ali kako? Ja. No, točno tako, kot si rekel, vse povedal z eno besedo. Mogoče se to na cesti pozna tem Kenicam na maratonu, na koncu ne vem, če se jih pozna, ne vem, 10 sekund. Njim se sigurno pozna vsaka stvar, ki vrača to energijo, a ne, doda sekunde, ampak v klancu pa za božjo voljo, ne. Ja. Mislim, da ne. Prav sem pa v kar nekaj teh superg sprobal, ne, in sem na koncu prišel do zaključka. Je pa to tudi od noge odvisen, ne. Tudi od noge odvisen, ampak meni so slalomomke so mi zakon, no. Tako da mislim, da bom kar na njih ustrajal. Glede na to, da si res dober, a ne, da si v Sloveniji blizu špice, ja, si imel že kakšno sponzorsko ponudbo ali drugače, si sam pomislil, da bi šel do koga, pa ga nafehtal, vsaj da kakšen par copat? Ne, imel sem, ampak na koncu sem gotovo, da ne grem v to. Zato, da bom jaz pač za tiste dvoje copate, ki jih dobim, da ne vem, tam na treningu na vsakih 20 metrov sliku, pogledal, pa še to sem premeneval. Ja, pač povem, koliko je, no, po pravici, ne, sem rekel, ne gremo to, ne. Pač tudi, zdaj, veš, kako je vse to boš ti vedel, ker si strokovnjak, si doktor na tem področju. Saj dobro sponzorja več ne zanima, kjer si bil ti na tekmi, ne. Če da meni tam, ne vem, en copate, njega njih samo zanima, koliko sem imel jaz objavil na Facebooku, pa na, ne. Imaš sledilcev, pa kakšen imaš interakt, ja. Mislim, ne zanima ga pa tam, če sem jaz zmagal, ne, pa za moje pojme je to največja reklama, da tam 300 tekačev vidi, da sem jaz zmagal v njihovih supergah, ne. Ampak to jih ne zanima, ne, ker sem imel še ene pa drugih sponzorjev tako, da smo nekaj komunicirali, ne, in najprej so me vprašali, koliko imam jaz objav na Facebooku, ne. Pa da se bom jaz pri 50 letih ukvarjal s tistim Facebookom, pa tam nekaj na Šmarno goro na vsakih 50 metrov superge slikal, pa si rač kupim tiste dvoje copate, veš, na let sam, pa je, pa se kakšnega mladega to je, no, meni se to ne da več s tem obadati, no. No, sej. Veš kaj, je ena dodatna obveznost, ne, skozi imaš neko breme, ne, danes moram pa še narediti tisto fotko, pa na Facebook dati, pa drugače, če si ti, ne vem, od Red Bulla tekač, ne, ker imaš svoje fotografije, pa drugače pa ne, mislim, da se nas plača to pri nas, no. Moje pojme. To je res, ja, dokaj da si Journet ali pa Bonnet, ki pa živi od tega, ja, ne, pa je potem lahko pripaden znamki. Za dva para copat se potem prodati in bog ne daj, ne, potem pogledati kakšno drugo škatlo, ne, je pa mogoče res, tako kot se strinjam popolnoma s tabo, ne, že malo banalna stvar, pravi daš tistih 200 evrov, pa si rečeš. Pa imaš eno breme manj, pa lažje treniraš. Pa si, ja, tako, pa nisi vezan nobenega, v bistvu se ne počutiš, da si komu kaj dolžan. Tako je ena dodatna obveznost, ne, kakorkoli vračaš. Jaz sem vedno občudoval ljudi, ki uspejo recimo iti na trening, pa zraven narediti še toliko materijala, da potem izgleda, kot da jih je nekdo drug snemal, pa v bistvu jih ni, ne. Kolikrat je mogel skočiti čez hlod, da je to zajel pravilno, pa potem zmontiral, res fantastično. Mislim, to ni več trening, ampak je pol že kar marketinški podvig. To je pa nocih kar nekaj tako dela, no, ampak z spoštovanjem, izvolite. Spoštovanjem, ja. Jaz bom rekel res s spoštovanjem, zato, ker to moraš živeti za to, no, meni to ni, no. To je za bolerijo, ja. Se bom jaz postavljal, pa telefon postavljal, pa snemal, pa si raje škupen tiste copate, pa. Boštjan, ja, lej, sej se pravim, sej vidim, da se tista generacija, ja, ki še izmaza analognega sveta, pa zdaj v digitalnem, pač, ne. Dobro čula. Tako, pa pač spomnimo se še marsikaj, kako so se stvari spremenile, pa kako se je laufalo. Povej mi, ali pa 3 najljubše vertikale, dirke v Sloveniji, kamor pa res
pač pa greš zato, ker ti je teren všeč, proga, karkoli. Ja. Ja. Ko še kupil, črna post, itak. Črna post, Retitus mi je bil ful dober. Porezen. Vse v teh koncih, vse v teh Če bi same take tekme, jaz svoj podpišem. Ja, te 4 so take fajne, še kakšno, sigurno ne bi sem še kakšno pozabil, no, ampak te stari ta pravi vertikali, črna prst, Titus mi je bil fajn tudi letos, no. Sem zmagal med veterani v kategoriji, Mirko je bil drug, dobro je šel tudi on. Ampak ti mi sicer ne deluješ kot pretirano, kot rekel, človek, ki je tekmovalec 24 ur na dan, ko je tekma, ampak po tekmi pa daš roko, greš na pivo ali pa ne vem kaj z ostalim. Ja, seveda, ja. Po tekmi jaz pač čisto sklopan to, no, kukor, da ni bilo nič. Gremo na pivo, to je to, kakor sem rekel. Ker eni ne morejo še 100 recimo in bojo na smrt zamerali, če jih bo nekdo v ciljni ravnini prehutil za sekundo. Ja, imel sem take probleme letos na velikih tekmah, ker sem pač, pa ni to samo hvala, ampak sem ene take prehitil, ker so že 20 let v teku, ne, in sem imel kar malo povešene nosove, ne. Sam pač, jaz bom tako rekel, tiskaj boljši, pomeni, da več trenira, jaz vsakmu prvošam, ne. Če boš ti boljši, kaj jaz, to pomeni, da si več treniral, ne. Ti jaz prvošam, ne. Tako da, zakaj, mislim, so pa taki eni, ja, kar malo povešane nosove, ja. Bilo pa na enih parih teh, pa ne bom po imenu zdaj kjer, ampak eni pari ni bilo. Ja. Mislim, si vendar le bil malo presenečen na tej sceni, ne, posebej na tak, mislim, vem, v trail prihaja več tekačev in tudi ceste in skje druge, v gorski tek nagre kar vsak, posebej ne pri 50-ih, ne, in verjamem, da je marsikdo malo debelo gledal, ko si padel mimo njega, zdaj te že poznajo, no, na sceni ali kako. Sem tudi slišal povedati, da so spraševali tako, od kje sem se vzel, no. Nisem meni direkt vprašal, ampak sem slišal tako po venkih, tako da, ja, je tako, kot si rekel, no, tako se nič ne smotil, no. Ene pa takih vprašanj je bilo. Ali pa, da bi celo kdo rekel, joj, pri 50-ih pa ne moreš biti tako dober, to je pa sigurno neki shady, neki... Ja, bili so tudi taki pomisliki, ne, ampak se pravim še enkrat, no, jaz mislim, da to jih niso leta uvirano, če si zdrav, no. To, da imaš vse na stravi, sigurno tisti plus, pa fantje lahko s tabo trenirati, pa bodo videli, ne, kako se je to. Ja, ti tako da povabim, no, zraven. A se kdo že odzval bil, oziroma treniraš vedno sam, najbrž, ker časovno ne znese, a greš tudi daj s kom? Poteže, ja. Sam to je težko tako pa časovno ustvariti pa to, ne. Ker eni ima malo prej cajt, eni ima malo kasneje, ampak ja, smo šli že kar parkrat, ja. Skupaj na trening in pol sem tudi videl, pol sem dobil tudi po treningu, so mi napisali, da še nikoli niso tako dobro spali, no, da je res tako bijalski trening, ampak jaz sem tako navajen, no, na ta način. Prav to je tako, ti greš naprej, pa kdo ga sledi ga lovi ga. Vse fanti so dobri, ampak jaz rad skozi pač na moč delam, no. Jaz grem skozi na moč na treningu, ne. Tako da čim več odnesem, no. In tudi naredim veliko višincev, ne. Pravim, če jih naredim manj kot Jurja, jaz imam občutek, da nisem imel treninga, ne. Fantje so jih pa delali, eni takih so začeli z mano na trening hoditi včasih samo po 600, ne. Meni se zdi, da to je kar malo, no. Jaz sem kar pač tudi, ne vem, tvoj podcast poslušal od Mirana Cveta, ne. Veliko sem se svojih podcastov naučil, no. Jaz sem skoraj vse poslušal, no. On je kaj bazo delal po Jurja popolne višinca, ne. Na dan, ne. Veliko sem odnesel teh podcastov tvojih. Ogromno, no. Boščan, jaz mislim, v zadnji čas, da boš tudi ti zdaj povedal tisto, kar si se ti sam naučil tam zunaj, pa da bodo ljudje videli, kako se trenira. Ja, včasih kakšne stvari jemljamo preveč romantično, saj smo vsi tekači, pa za zdravje, spoštovane, ni treba veliko, pa ite ven za pol ure. Ja, 3-krat na teden za začetek, pa boste veliko naredili, če pa tečete, če pa hočete biti na kakšni tekmi dobri, pa ne bo šlo pač samo na lepe misli. Za zdravje je pol ure dosti, kot si rekel, ne. Tole, ko pa mi delamo, ne, pa mislim, da ni več za zdravje, no, je pa ni več dobro, no. To je moda, no. Hočeš reči, ampak ta je večna debata, odvisno od človeka najbrž. Enemu pa še več, pa je bolj zdrav, eden bo mačken, mislim, da je ravno Sredinšek, da je rekel, da ne more veliko trenirati, da pač njegovo telo enostavno ne zdrži, recimo, velike količine treninga, ne, kakšen
ne more, ne, da bi, tukaj si ti rekel, res ogromno delov. Sam to Izvoli. zdaj je pa fenomen, ne. S toliko malo treninga, mislim, malo narekovajo, ne. S toliko minimalno treninga, da je toliko hiter pa toliko dober in na ravnini in na vertikalih pa res kapa dol, no. Sicer je še mlad, ampak je res, Kaj bi še glede na količino treninga, ne, res dober je. Mislim, Boštjan, lej, zdaj mi je vse jasno, ne, če bom kdaj se spet lotil kakšnega gorskega teka trenirati, se bom pri tebi oglasil, dvakrat bom šel s tabo, potem bom umrl in potem se ne bom, ne bom šel dvakrat, še enkrat ne bom upal, da imam še večji rešpekt do tebe, že zdaj sem ga imel, da si povedal, kaj delaš, ga imam pa še večji. Dvakrat umrl, tretjič boš pa že šibal. Mišic. Rekel si, da treniraš, laufaš, imaš tudi da slab dan, pa greš, trpljenje v hrib zmeri, greš malo počasneje, če ne gre, ampak greš. Se poznam konec tedna, ki je že malo utrujenost, ne. Se že malo poznam, ampak se kar potrudim, kar zvlečem še, no. Tako da nekako cilj mi je 5000 višinskih metrov na teden, no. 100 kilometrov, včasih je malo manj, včasih malo več, ne. Ampak če naredim manj, sem kar nezadovoljen, no. Če to povežemo s tem, kar si rekel, da je mogoče to, kar počneš, ali pa kar vsi počnemo, na maratoni, tudi niso zdravi, 5 kolikor za koga, ampak ne, mi smo že malo, če tekmuješ, nisi čisto običajen rekreativec, ne, ampak ti bi pa še vsem to počel čim dlje, ne, če vsem, ko ne zdravo, v kakšnem smislu, da bo enkrat pač prej obraba kakšnega sklepa, da kakšna poškodba, ali česa, kaj bi ti del? Ne kot poškodbe, ampak sem rekel, da tako da na taki ravni bi še ene par let, no. To pa mogoče treba malo zmanjšati, zato ker to časovno ti veliko vzame, ne, pa je tudi kar naporno. Bi pa ene par let bi pa še, no, da sem sam vsaj približen tam, no. Pa vse to se sproti vidi, ne, veš, tudi ne veš, bo kakšna poškodba ali ne bo, ne, ker poškodbe pa tem športu ogromno, no. Kolena bo popijal, pa. Tvoja najdaljša dirka doslej je bila koliko? 20, 22? Mislim, da 25, 30. Mislim, ne vem, 30, 20 se ne vem. Pač jaz bi šel daj tudi na kakšno daljšo, ampak za te veteranske tekme dajo te 20, ne, v večini, ne. Tako da drugače mi ni problem to daljšo varianto predlaufati, no. Je tudi veliko takih treningov naredim, no, za daljšo, da sem bolj vzdržljiv na daljšo turo, no, ampak se pravim, večini so pa te 20, ja, kot sem rekel. Ker je to so veteranske discipline in boš potem, ko moče ne boš toliko v tem špilu tekmoval, se usmeril pa moče na kakšne bolj maratonske razdalje, ali kako? Ja, pa mogoče res, ja. To sem tudi dobesedno, kot sem rekel, sem tudi težko malo razmišljal, bi pa malo v to smer, ja. Ampak se bom sproti odločil, bom videl, kakšna bo situacija. Ko boste videli v Intersportu Boštjana Škrla, da kupuje palce, pol veste, da je šlo vse hudiču. To se ti pa upam reči kar naprej, da to me pa noši, da palce kupujem. Boš rekel, da tudi če bo šel, ne vem, na 50, ki ima 3500 višincev, ne boš vzel palc? To sem, ne vem, zakaj, se pravim, no, mogoče bo zdaj kakšen užaljen, ampak sem pa tak nasprotnik teh palc. Jaz pravim, če je tek, se moramo samo znotraj pomagati. Za trening, ja, no. Trening je fajn, ker pomagajo tudi svojače zgodnji del, ne, kot sem rekel, ne, pa tam za tekme pa ali vsi palce ali pa nobeden, no. Ampak, a delaš, vse kaj delaš za gornji del, za kor, za... Vsak dan 1 uro teži. Vsak dan 1 uro? Vsak dan 1 uro. Mogoče spustim kdaj, kakšen dan v tednu, ampak redko kdaj, vsak dan imam 1 uro za zgodnji del, ja. Mislim, ti si David Goggins slovenskega gorskega teka, živalsko. Mislim, zdaj pa res vem, da imaš disciplino. Ne samo, da greš v hrib laufati, 1 uro še goniš železo, ali kaj, noro. Ja. Veliko sem imel zdaj pozimi, sem imel čez dan 1000 višincev treninga, ne, pa tam 14 kilometrov, ne. Poj sem imel, ko sem dan prišel, sem imel pa še 1 uro sobnega kolesa, pa še 1 uro teži. Vsaj 2 meseca sem tako delal. Ja, ne, se reči, da moraš trenirati, da se še... Zdaj, za konec, za piko na i najnega pogovora, evo, si res ubil vso konkurenco, ki misli, da saj približno lahko poustvari tvoje tekaške treninge. Spoštovani, niste sposobni pa še 1 uro gonati v teži, pa voziti sobnega kolesa, ja, pa pol še žvižgati zraven. Noro. Mislim, noro, Boštjan,
da mi pa jasno, da res nimaš časa. Bog ne daj še za kakšen padalstvo. Premalo imam, ja. Zmanjkuje mi ga, ja, to pa. To je pa edin problem, no, tlele. Potem najbolj mi bi odgovarjal, če bi lahko šel zjutraj na trening, ne. To, da zjutraj jaz naredim tisti trening, ne vem, 7 zjutraj pa, ampak ker to ni možno, ne, zaradi službe pa bi bilo res fajn, ampak ja, no, ene pa let bom še vztrajal, no. Pa kakšen tvoj point, tak še pogledal, da se še kaj naučimo, pa. No, zdaj, danes sem se jaz naučil ogromno, a ne, spet bom, ko bom tole pač editiral, ja, imel velike oči, še enkrat po ušesa, pa kaj si bom zabeležil, pa zapomnil, Boštjan, super je bilo. Sam še nekaj mi povej, no, imaš kakšne posebne prehranske režime, a si tle bolj sproščen? Ne, vse jem. Jem pa čisto vse, ker imam problem, da se ne morem zrediti, ne. Jaz bi lahko, ne vem, cel dan jedel, pa se za 2 kile zredil, ne. Ne bi mi pa še zvečer takole eno vrečo čipsa pojesti po treningu. Tega bi pa... A pa tudi če ne bi treniral, hočeš reči, da si ne, ti bi se poredil, a? Ne morem se. Nikoli nisem bil debel, ne. Tako da nisem debel, no. Tako da bi imel preveč, ne vem, koliko preveč kil. Pa zjutraj moram obvezati čokolešnik, ne, brez tega pa ne morem štartati, ne. Dobim tiste celodnevno, da dobim celodnevno dozo kalorij, ne. Ne vem, koliko je 1500 ali koliko. To bi, ja, to futrajo pač vojakom na fronti, Bog pomagi, res noro. Mislim, Boštjan Škrl, sem vesel, da sem se dobila, rekel sem ti urco pa pol, še več, to gre za šalo. Za šalo, lahko bi še govorila, pa bova v živo zdaj. Ok, kje si rekel, da boš letos na Ratitovcu, kje bo še? Titovc, Črna pes, Milanja trail, te za pokal za državno prvenstvo bojo vse. Drugače pa se pravim, Glosdlok siguran, Pohorski Kerals, na bolj take pomembne tekme bom šel, no. Pač eno tekmo leta za PGT sem že šel na Sabot in mini vertikal, pa kakšen pucelj, pa tudi na kakšen trail bom šel, no. Sem kaj sprot odločil. No, ja, jaz bom na enem trailu bom napovedovalec, to je na Kriški gori predvečer traila, ja, tam bom, ja, če v slučajen tam, evo, bova spila pivo, po tekmi se razume, ja, tako, če ne pa kje druge, te že ulovim, hvala, da si se tako hitro odzval, da so tole naredila, Boštjan, si izjemno zanimiv človek, sogovornik in lepo izražaš svoje mnenje, všeč mi je, da poveš kakšno stvar, tako kot jo misliš, ne? In se mi zdi, da je bila debata izjemno konstruktivna. Hvala tebi za povabilo, zelo vesel. Boštjan Škrl, jaz ti želim, da jih lupiš še naprej, tako ti ne. Da bo šlo še nekaj časa. Hvala ti in dobro sezono želim, evo tako. Hvala tebi za povabilo, pa se vidimo, ok. Čau.